Hvaljen Jezus in Marija. Dragi bratje in sestre, vsi, ki spremljate to našo oddajo, skupaj molimo eno zdravo Marijo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naše smrtne ure. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Pridi, Sveti Duh, pridi pomogočni priprošnji brezmadežnega srca Marije, tvoje preljubljene veste. Dragi bratje in sestre, danes se spenjamo skupaj z Jezusom in našo nebeško materjo na goro Kalvarijo, na goro odločilnega dvoboja med Kristusom in Satanom, med resnico in lažjo, med ljubeznijo in egoizmom, med ljubeznijo in sovraštvom. Torej čutimo ta veliki boj Kristusa križanega, ki je križan zaradi naših grehov, torej zaradi grehov vsega človeštva, kajti greh ima vedno vertikalno razsežnost, je proti Bogu, in potem ima horizontalno razsežnost, je vedno proti človeku in proti človeštvu. In tako vidimo, doživljamo na tej gori Kalvariji, kako je ta strahoviti križ, negativni križ celotnega človeštva, križal človeka Boga. In v ozadju celo opazimo Satanov križ, neizmirno sovraštvo Satana, torej do Božjega odrešenika. Ta Kristusov križ objema vse čase, kajti taki trpi v človeški naravi je resnično večni in neskončni Božji sin. Zato je mogel trpeti za vse ljudi od Adama pa do zadnjega človeka. Torej je za nas sprejel iz ljubezni trpljenje in smrt na križu. Sprejel je neskončno ponižanje, da bi svojim ponižanjem dvignil padlo človeštvo nazaj v občestvo z nebeškim Očetom. Jaz sem luč sveta, kdor hodi za menoj, ne bo ostal v temi, ter bo imel luč življenja. Torej Bog, ki je luč, se je razodeval po prerokih v Stari zavezi in je pripravljal Kristusov prihod v izvoljenem ljudstvu. Torej pripravljal je prihod trpečega Božjega služabnika, ampak ravno to izvoljeno ljudstvo ni hotelo trpečega Božjega služabnika. Ono je sanjalo o nekem političnem, torej častnem zemeljskem mesiju. Torej zato je to ljudstvo postalo ljudstvo Antikrista, ter se je bojevalo zoper Kristusa prav do smrti na križu. Tako vidimo, v kakšno brezno teme, torej nevire in sebičnosti, torej je padlo to ljudstvo Antikrista. Zato se je med križanjem Kristusa razširila tema v Jeruzalemu, v Sinedriju in potem po vsej zemlji. Torej to je bilo znamenje, v kakšno temo je greh pahnil izvoljeno ljudstvo in sploh človeštvo. Člani Sinedrija so se norčevali iz Kristusa križanega. Če si Božji sin, stopi dol z križa in bomo verovali vate. Oni so mislili, da so dokončno premagali Jezusa iz Nazareta, da so dokončno premagali evangelij, da je dokončno slavila zmago laž in hudobija. Torej padli so v najglobljo duhovno slepoto, torej in v sovraštvo do Boga človeka, do Boga in človeka. Danes se vzpenjamo na Kalvarijo ob koncu časov, torej na goro Kristusa križanega in vstalega. Kakor je rekel Janez Pavel II, danes doživlja človeštvo agonijo, se pravi človeštvo je v stanju smrtnega boja.
In to zaradi ateizma, se pravi sistematičnega zavračanja Boga, ateizma, ki je izšel iz krščanskih narodov in se je razširil po vsem svetu. Torej gre za upor, zanikanje, tajitev Boga, kakršne še ni bilo v zgodovini, in sicer bodisi teoretični, zlasti pa praktični ateizem, torej ki se je razširil, zlasti praktični ateizem se je razširil skoraj po vseh narodih in tudi v slovenskem narodu. Kakor je rekel Pavel VI, torej ta spirala tajitev Boga vodi od tako imenovane smrti Boga, vodi v smrt človeka, vodi v smrt torej narodov. Torej vidimo torej duhovni in moralni propad zaradi tega, ker s to tajitvijo Boga ljudje, narodi gredo na nasprotno smer od pola neskončnega, ki je Bog. Torej nasprotni pol je pol niča. Torej zato ti orbitalni vozniki, duhovi se približujejo v orbitah polu niča in iz tega izhaja potem duhovno uničenje, moralno uničenje in iz tega potem izhaja tudi materialno uničenje. Ker ta spirala se približuje polu niča, se približuje polu polarne zvezde iz brezna in se približuje breznu pekla. To je smrtonosna spirala, zaradi katere je človeštvo danes, so narodi v agoniji. Drugi Vatikanski koncil torej pravi, da neizmerno zlo za človeštvo je oboroževalna dirka. Bodisi pravi materialna oboroževalna dirka, bodisi duhovna oboroževalna dirka, da se duhovi oborožujejo z lažjo, sovraštvom, hudobijo in tako naprej. Torej iz te oboroževalne dirke sta išli dve svetovni vojni. Sedaj pa ogroža, kakor učita drugi Vatikanski koncil, človeštvo, ki ima apokaliptična orožja, ogroža samo apokaliptično uničenje. Kje je torej rešitev? Torej zremo k vrhu Kalvarije. Vidimo Kristusa na križu, Božjo mater Marijo pod križem in Janeza torej tudi pod križem. Jezus se ozre z neskončno ljubeznijo na svojo mater in pravi: žena, glej tvoj sin. Potem se ozre na ljubljenega učenca in pravi: sin, glej tvoja mati. S temi besedami je križani Bog človek ustvaril novo in večno zavezo med svojim srcem, med brezmadežnim srcem Božje matere in srcem Janeza, ki predstavlja Cerkev. Božjo mater Marijo je postavil za mater odrešenega človeštva, za mater Cerkve. Torej v tej zavezi bo Cerkev živela skozi stoletja. Vedno bo Cerkev živela v zavezi s srcem križanega in vstalega Gospoda. Vedno bo živela v zavezi s srcem svoje nebeške matere. Torej in bo tako premagovala negativni križ greha svojih članov in negativni križ, torej greha človeštva. Zato danes doživljamo totalno tajitev Boga, totalno tajitev Kristusa, torej Boga in človeka. Ustrezen odgovor na to je edino totalna posvetitev Bogu. Totalna posvetitev Bogu, ampak samo Marija, brezmadežna Božja mati, je bila vedno totalno posvečena Kristusu in Bogu. Torej zato je potrebna tudi posvetitev Marijinemu brezmadežnemu srcu, ki so jo opravili papež Pij XII, Pavel VI in Janez Pavel II za rešitev Cerkve in človeštva. Torej ta posvetitev je odločilnega pomena, ker se začenjamo spirati na Kalvarijo in doživljamo ta veliki apokaliptični boj med Kristusom in Antikristom, med ljudstvom Kristusa in ljudstvom Antikrista, torej med priznavanjem Boga
in tajitvijo Boga. Torej, tukaj posvetitev Marijinemu brezmadežnemu srcu nam zmagovito pomaga, da bomo dosegli zmago v tem strašnem dvoboju. Pri vzponu na to goro odločilnega dvoboja nas trpeča Jezusova mati uči ljubiti skupaj z Jezusom. Ljubiti brez konca, ljubiti Boga in ljubiti ljudi, ljubiti tudi sovražnike. Tukaj smo v strašnem boju zoper egoizem in sovraštvo in moramo ljubiti tudi svoje sovražnike, da bomo z ljubeznijo premagali zlo. Potem nas presveta Božja mati uči trpeti, torej da sprejmemo križ svojega življenja in ga pridružimo zmagovitemu Kristusovemu križu. Da sprejmemo tudi ponižanja, in preganjanje zaradi Kristusa. Potem na Kalvariji tega konca časov nas naša nebeška mati uči molčati. Jezus sedaj izpolnjuje do konca očetovo voljo na križu. In tukaj v največji tihoti izreka najmočnejšo besedo. Izreka besedo križa. Izreka besedo večnega odrešenja po križu. Izreka večno besedo ljubezni. Tako se moramo tudi mi pri tem vzponu naučiti molčati. Naučiti molčati, da bo v našem srcu rasla Kristusova beseda križa in vstajenja. Tako bomo vsak dan premagovali milijarde in milijarde besed, ki se valijo po tem planetu. Milijarde in milijarde besed ateistične in materialistične civilizacije. Torej v tihoti je Kristusova beseda križa zmagovita. Tako bo tudi v naši tihoti Kristusova beseda zmagovita, ker bomo govorili svojim življenjem, z ljubeznijo do konca. Amen. Hvaljen Jezus in Marija.